dali novelo spremembo energetskega zakona, ki ureja se pravi prenos dveh direktiv, priklop in odjem ranljivih odjemalcev, potem upravljanje 110-kilovoltnega omrežja, urejamo tudi eno področje v zvezi z sodbo Ustavnega sodišča in del, ki se nanaša na upravljanje se pravi energetskih družb. Tako da, kot vidimo je, in seveda ureja tudi zanesljivo oskrbo z električno energijo, ki je očitno predlog tega člena požel pravzaprav največ pozornosti, ker gre za tako imenovano prednostno dispečiranje oziroma zagotovljen odkup. Radi bi poudarili, da smo v bistvu v tem postopku spremembe zakona na samem začetku. Sprememba zakona je v javni obravnavi zdajle en teden in se bo zaključila predvidoma v naslednjem mesecu. Od tukaj naprej seveda potem roma predlog zakona še v medresorsko usklajevanje v Državni zbor in glede samega ukrepa predlaganega prednostnega dispečiranja pa bo to morala v vsakem primeru tudi Evropska komisija seveda še potrditi, da gre za dovoljeno državno pomoč. Mi računamo, da v vsakem primeru, ko bojo vse te aktivnosti stekle, do aktivacije ukrepa ne bo mogel priti prej kot pred koncem letošnjega leta, zaradi tega, ker je s tem povezanih se pravi kar veliko korakov, od sprejema v Državnem zboru, do odločitve Evropske komisije, do presoje sistemskega operaterja, da je se pravi stanje na trgu oziroma pri oskrbi z električno energijo tako, da bi bilo potrebno ta ukrep uvesti, o čemer mora izdelati poročilo, analizo, predlagati Vladi Republike Slovenije, ki potem to preuči in tudi sprejme sklep, če je potreben. Tako da jaz mislim, glede na to, ker je še korakov pred nami, ker smo dejansko na samem začetku, bi bilo težko pravzaprav pričakovati, da bo ukrep lahko začel veljati kmalu, če bo sploh seveda potreben. In potreben bil seveda samo, če bi tržne cene električne energije še naprej padale, se pravi, da bi bile seveda bistveno nižje od proizvodnih cen. Poglejte, zdaj nikoli ukrepov ne uvajamo za neko kratko obdobje. Se pravi, potem, ko bi se v nekem daljšem časovnem obdobju izkazalo, da so cene, da vztrajajo na nizkih ravneh in recimo, da bi padle pod 40 evrov na slovenskem trgu in da bi bili taki izgledi tudi za naprej, ker tudi to je pomembno, potem verjetno bi se tak ukrep aktiviral. Najvišja vrednost ukrepa v najslabšem možnem primeru, se pravi, da bi se trg cen sesul, trg električne energije, kar se cen tiče sesul, bi lahko bil nekje do 25 milijonov evrov na leto. Lahko je nič, lahko je pač 25. In pa se pravi, namenjen je pa oblikovanje kot zagotavljanje prednostne oskrbe ali pa zagotovljenega odkupa v primeru domačega primarnega energenta. Mi vemo, da edini domači primarni energent razen vode je premog in ta premog seveda kopljemo v premogovniku Velenje. Se pravi, vprašanje bo zagotovo, če je primarni energent tudi voda, seveda je, ampak hidroelektrarne teh, bom rekel, storitev sekundarne regulacije ne morejo v takšni meri zagotavljati, da bi bil lahko energetski sistem vsakem seveda v primeru stabilen.